Evo, živo, že dolgo časa se nismo slišali. Takole, kako ste? Mi smo kar krasno. Evo, danes moram pa narediti ene take okrogce. Pokazal. Evo, takele krogce moram narediti, da jih bomo imeli gor za na podstreho, da bomo dali žico skozi. In poleg tisti žici, ki bo zajli, kakorkoli, bomo imeli palce lepo na počez. Se boste videli pol naprej v posnetku, kaj bom delal. Da bomo imeli za klobase sušiti. Te krogci pa ne bi v bistvu preprečevali, da ne bi miši šle po žici lepo gor, da se lepo posladkale s klobasam. Ker ravno tu se nam je lansko leto zgodilo, ko smo sušili klobase. Je šlo 30 kg mesa v smeti, ker je miš čisto vsako klobaso malo grickalna in pusla, tako da je bilo veliko škode. Tako da ja, letos bom probal pa s temi, bi rekel, obročki, ki se bojo pol lepo na žici takole zavrteli. Če bo tudi miš slučajno že prišla gor, bo padla dol in bo preprečila, da dela škodo na mesu. Nič, pa kar začnimo. Evo, takole zdaj bomo najprej narisali krogce. In bo sin lepo narisal. Pol bomo pa lepo škarjam obrezali. Ja, takole. Lepo počas. Pol pa obrezati, pa luknje na sred zvrtati. In to je to. Treba še kriviti. Zajadnike more. Če bih mi da najprej s fleksor se lepo ven zrezal, cek, pa samo škarjam okoli. Bomo probala in bo lažje. Evo, takole. Tole približem. Ja, še 15 takih. V glavnem, tule je kar fitness za roke. Bo že takole na posnetku zgleda, da se čisto lepo reže, ampak delajo te mišice, ko stiskaš klele te škarje. Na par norcih, bi rekel. Sploh pa če še nisi vajen tega dela, bi rekel človek. Če tu dela vsak dan v enem krovstvu, pa nekaj pa se ti tako trdijo roke. Pa da. Moram priznati, da je kar malo naporno. So pač drugi gibi, ne. Ampak počas se daleč pride. Počas se žaba dere, pravijo v naših koncih. Se da pa lepo delati, res. Se lepo čisto občrti, se da lepo rezati. Koliko je še ostalo? 2, 5. Dobar je. Hitro je šlo tule vse skupaj. Evo, in še zadnji kos. Uspelo je. Ampak da bi mogel pa tule 8 ur delati, ti pa roke padajo stran. No ja, sej, v današnjem času je itak štanca. Pa bi štancal takele krogce samo takole, da bi jih mogel pa na roke takole rezati. Hvala lepa. In še zadnji rezi. Evo, rešeno.
In jih imamo. Zdaj pa samo še luknjo lepo, da se res vrtamo in gremo na podstreho. Najprej moram pa tule pospraviti. Tole je stvar. Tako. Moramo pa samo tam ležico zmeriti. Tri. Tri pa pol. Krasno. Evo, zvrtano. Ni lih čisto center, ne, ampak važno, da bo služilo svojemu namenu, jaz pravim. Zdaj pa pojmo na podstreho, da boste videli malo, ki imamo mi te zadevce za sušiti. Tole zajlca je, tole je, kleše za rezati pa šipati, tole in gremo. Ja, prižgemo luč. Spremo še vrata v podstreho. Nisem pozabil vas. Evo, da greste naša rapotarnica pogledati gor. Evo, to je pa naša podstreha. Rapotarnica tudi konec dneva. Evo, gledam se še čebulo lepo suši. Pa česen. Tule je pa naša rav kamera, evo. Tukaj v tem zidanem se pa sušijo, mišiči sušijo. Kadijo. Klobase, salame, rebra in ostale dobrote. Evo. Še malo pajčona se je nabrala gor. Takole se vidi. To je še od mojega dedka, je deda naredil tako. Pa če sem zdaj od spodaj tule malo izoliral, pa tukaj sem mogel zaradi plate izolirati od spodaj, da mi ni, ker je pač zelo vleklo dol. Prvotno se je tamle v kotu, v levem kotu je bil en tak korišče, pa se je tam koril in potem je gor ob steni šel dim in se je lepo ohlajal in se je potem lepo okajalo. Jaz sem pa zdaj pač, ker je tukaj lih dimnik, ki je dimnik lih tukaj od zadaj, sem pa jaz lepo naredil eno tako leputo. Se tole takole ne odpre. Pa takole.
In pol se lepo dim kadi od spodaj v krušni peči za kunom in gredim lepo, gledam takle pleh noter. Takle pleh dam lepo noter, takolele. In se potem ob plehu lepo prekadi ven dim, lepo ohlajen, po steni gor in se lepo klobasce, bi rekel, kajajo. Takole, evo, da ste videli zdaj kako naša pušnica zgleda, bi rekel človek. Tako nekako zgleda. Vrata se pol zaprejo in to je to. Ja, tukaj se pa naše začimbe sušijo. Tole poprova meta. Tlele je bazilika, žajbelj. Tukajle je, ne morem se spomniti. V glavnem v potico gre noter skuti, ko je že. Ne z jezikoma, pa ne morem reči. Tukaj je poprova meta, pardon, evo. Na tem je poprova meta. Tamle je pa melisa v tistem kotu. Melisa je tisto tamle. Pehtran, evo, spomnil sem se. Tule je pa pehtran. Evo, tkolele gor imamo narejen mi pol, da se nam tule suši. Na teh žicah in pol tkolele palce gor visijo. In pol lepo gor. In pač miška je prišla gor po tej žici. Je šla gor na palco lepo in vse klobase obglodala. Zdaj bomo pa mi lepo dali tele obročke vmes. In jaz upam, da bomo s tem preprečili tako. Pač sej tako je imel tudi že starata prej narejen, samo ko se tulele malo pod streha rihtala, pa pa tret, pa 5, pa 10. Sem pač umaknil, ne, stran dal. Pametno, ko stu pametni, ne. Takole, evo, da se kaj vidi. No, takole je zdaj malo čarov klele. Klele bomo zdaj kar krucali tele zrajte to stare. Kažemo dva pleha gor. Evo, takole. Dajte bila žica. Tele obstoječe
žice, ki so gor, so malo debelejše. Tako da bo treba malo povrtati. Nič drastičnega. Drastičnega. Nič takega, kar se ne da razdihtati. Evo, takole je zadeva končana. In zdaj miške ne bojo več mogle čez hoditi, ker prej prač skulele po tramu šla, pok, gor po žički, čik, 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 čik. In prej, ker ni bilo teh obročkov, je pač šla gor, zadnji lepo na palco in se pasla. Zdaj pa pridekla gor in jo talele obroček zadrži. In tu, če bi že slučajno se gor dvigalna, se obroček takole zavrti in pade dol. Evo, to bi bilo to za danes vse. Se vidimo v naslednjič. Adijo.